Kako se pa najde fosile? Zelo enostavno, vsak lahko najde fosil, vsak izmed vas lahko najde fosil, torej vse, kar rabite je, da ko greste v naravo na sprehod, imate oči odprte, po možnosti vzamete s sabo kakšno kladivo, in v kamninah, če je kamen pravi, torej veliki del Slovenije je zelo primeren za najdbe fosilov, ker je sestavljen iz sedimentnih kamnin, to so apnenci, peščenjaki, lapori, no in če razbijamo te kamne, skoraj zanesljivo z malo potrpljenja lahko v njih najdemo takšen ali drugačen fosil. Najverjetneje kakšno školjko ali polžka, ker je na področju današnje Slovenije bilo v zgodovini največkrat morje, tako da zato tudi ne najdemo tolikokrat dinozavrov, ker dinozavri so živeli na kopnem, na področju Slovenije pa je bilo v preteklosti v zgodovini največkrat morsko okolje, torej najdemo bolj školjke, polže, ribe. Kjer je bil vaš največji fosil, ki ste ga našli? Največji fosil, ki sem ga našel, je v bistvu vretence kita. Samo po sebi vretence, mogoče sem našel tudi kaj večjega, ampak ta kit je bil verjetno, če bi bil cel, če bi bilo več teh vretenc, bi bilo največji fosil, ki je. Najredkejši fosil. Zelo redki fosili so tisti od živali, ki nimajo kosti. Tako da živali, ki na primer so sestavljene iz mehkih delov samo, če si predstavljamo na primer meduzo, meduza je sestavljena iz skoraj samo vode, skoraj da nima kosti, nima lupine, nima kože, in takšni organizmi, takšne živali se zelo, zelo, zelo redko ohranijo. Že to, da se sploh fosil ohrani, mora biti izjemno, izjemno, izjemno redko okolje, izjemne okoliščine, to je zelo mala verjetnost, da če tisoč enih živali umre, se verjetno niti ena izmed njih ne bo ohranila kot fosil. Pa če imajo kosti. Zdaj, če pa nimajo kosti, kot kakšne meduze ali pa kakšni organizmi, ki imajo mehka telesa, je pa to še redkejše. Ampak tudi takšne najdemo v kamnih včasih. Kje se pa lahko recimo najde fosile? V Sloveniji je kar pogosto, kamorkoli boste šli, da je na odprtem dosti kamnov, jih boste našli. Tako da na primer, ne vem, odvisno s katerega konca Slovenije ste, pa kam greste na izlete, ampak v okolici Kamnika, Tuniško gričevje, tudi v Alpe, ko boste šli, Alpe so, torej, ko greste v hribe, hribi so sestavljeni večinoma iz kamnov, visokogorje, visokogorski svet pri nas je iz krednih kamnin in jurskih kamnin, podobne starosti, kot so te ihtiozavri. In prav tam pod Triglavom tudi, če boste šli v Prirodoslovni muzej Slovenije, je razstavljena velika riba, ki so jo v bistvu našli nekje zelo blizu Triglava. Teda tudi, ko boste šli v hribe, kar oči na peclje, če mogoče ne boste našli ribe, bo pa kakšna školjka. Ali pa če moraš po tistem kamnu, v katerem je morda noter fosil, kaj tako, mislim, imeti kakšno posebno kladivo ali pač lahko katerokoli, razen kakšnih plastičnih, ki so igračke za dojenčke. Igračke so manj primerne, drži, ampak za začetek bo vsako kladivo dovolj dobro. Tudi očkovo domače kladivo bo za začetek dovolj dobro, dokler ne odleti prvi ročaj, kasneje pa lahko tudi kakšno resnejše. A lahko še jaz eno vprašanje, za kateri dosežek ste dobili to priznanje Mary Anning? Ja, priznanje Mary Anning se v bistvu podeljuje raziskovalcem, ki so doprinesli k paleontološki znanosti, pa niso zaposleni v paleontologiji, zato ker tudi Mary Anning je v bistvu doprinesla k razvoju vede, kljub temu, da sama ni bila znanstvenica. Zato je to odlikovanje poimenovano po njej. To pomeni pravzaprav, da sam, čeprav imam doktorat znanosti iz paleontologije, nisem zaposlen v znanosti, tako da ves čas, ki ga posvečam raziskovanju, pisanju člankov, prepariranju in iskanju fosilov, konec koncev tudi izobraževanju in promociji paleontologije med mladimi, posvečam kot prostovoljec, torej v svojem prostem času. A mogoče veste, če je ta zgodba resnična?
Zgodba je popolnoma resnična, je nekoliko prilagojena za mlajšo publiko, a ne, ker Mary Anning je v bistvu že kot otrok, tako kot je v animiranem filmu predstavljeno, res zbirala, nabirala fosile. Dejansko je tudi prva, ki je našla ihtiozaura, tudi pleziozaura, fosil pleziozaura je našla, enega izmed prvih ona. Tudi nekatere ostale osebe v animiranem filmu so resnične, naprimer gospod Buckland, to je znan britanski paleontolog, ki dejansko je te fosile tudi opisal, ki mu jih je Mary Anning prodala, tako da to vse drži. Je pa tudi dejstvo, da se zgodba tle v animiranem filmu konča, ko je Mary Anning še otrok, dejansko pa je Mary Anning tudi v odraslih letih se preživljala z iskanjem, zbiranjem in prodajanjem fosilom znanstvenikom. Na balkonu imamo še eno. Koliko dolgo časa pa rabite, da najdete en fosil? Včasih ga brcneš na sprehodu, včasih ga pa iščeš čez teden. Zelo odvisno, kaj je tvoj cilj, namen. Najpogosteje fosil najdeš tudi tako, da preden greš v naravo, a ne, mislim, vi seveda se boste sprehajali, pa boste kakšnega mogoče našli ali pa ne, ker boste imeli od danes naprej oči malenkost bolj odprte, ampak jaz pa navadno preberem kakšno knjigo, da raziščem, kje točno pričakujemo, da lahko najdemo posamezne fosile. Obstajajo tudi seveda specializirane knjige, članki, ki jih lahko v knjižnici poiščete, z tistih lahko že vnaprej se malo podučite, ali bo vaš izlet na tisto področje zanimiv za iskanje fosilov ali ne. To je vsekakor primerno narediti, preden se odpravimo na lov za fosili, a ne, nekaj knjig je le treba prebrati pred tem. No in s takim pristopom bo seveda potem ta iskanje fosilov zelo uspešno, zanesljivo. A ste že našli T-rexovo kost? T-rexovo kost, ne, nisem, niti sam je nisem našel, pa tudi v Sloveniji še nismo našli. Poznam pa prijatelja iz Nizozemske, ki je tudi že našel T-rexovo kost. Res je, tudi njegov zob. Prosila bi vas, če mogoče znate na dosti preprost način povedati, kako se določa starost fosilov. To je komplicirana zadeva, mogoče znate. Zapleten del vprašanja se skriva v dejstvu na preprost način. Zelo izzivalno vprašanje. Obstaja več metod, seveda, kako določimo nekemu fosilu starost. Najbolj zanesljiva seveda bi bila z karbonsko metodo datiranja, ki pa je včasih nezanesljiva, včasih enostavno tudi ni ogljika prisotnega, da lahko to zanesljivo določimo. Tako da paleontologi, torej znanstveniki, ki se ukvarjamo s fosili, starost fosilov ponavadi določamo s pomočjo plasti kamnine, v katerih fosil najdemo. Tako da, ko najdeš fosil, razen če ta ne leži res na poti, če ga poberemo nekje iz kamna, iz plasti, kot rečemo, je zelo pomembno, da si človek tudi zapiše podatke. Kje je ta fosil našel, točno lokacijo, kaj je bilo nad njim, pod njim, mogoče naredite fotografijo celo, zato ker ponavadi o kamninah v Sloveniji kar dosti vemo. Obstajajo geološke karte, ki te kamnine natančno proučujejo in te plasti kamnin, v katerih najdemo fosile, si sledijo tako kot torta. In te plasti so že kar dosti dobro raziskane in potem na podlagi tega, ali je nek fosil najden v eni kamnini ali kamnini pod njo, nad njo, lahko ugotavljamo, koliko je dejansko star. Zdaj pa še dve vprašanji, potem pa bomo prišli na oder. Ti? A je mogoče Mary Anning se preselila ali je ostala tu, kjer je bila, pa naprej iskala fosile? Sem pa veliko večji strokovnjak za fosile, kot pa za zgodovino, tako da tukaj pa moram razočarati, da tega odgovora pa ne vem, kje je končala Mary Anning. Mislim pa, da je vse do svojega zrelih let, torej tudi ko je bila odrasla, je še živela tle v tem obmorskem mestu Lyme Regis, ali pa je celo življenje ostala tam ali ne, to pa ne znam odgovoriti. Katero pač priznanje pa je ta Mary Anning? Mislim, a je to zlato, srebrno, bronasto?
Ja, dejansko je priznanje v obliki medalje celo. Medalja je zlate barve, ne obstajajo pa srebrna in bronasta, tako da podeljuje se samo zlata medalja za prvo mesto.